Že vrsto let na srednješolski ustanovi Gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru pripravljajo Miklošičeve dneve, ki so jih letos naslovili Zgodbe živijo. Profesorica slovenskega jezika in koordinatorka Miklošičevih dni Irena Štuhec o letošnjih številnih dogodkih. Z Miklošičevimi dnevi smo začeli leta 2005 in od tistega leta nekako to osvežimo, če se tako izrazim, vsako leto. Naj povem, da je takrat bila gostja na prvi dr. Martina Orožen, da smo imeli tudi Miklošičev pohod, imeli tudi strokovni simpozij in tako naprej. Danes, v tem času pa poskušamo malo Miklošičeve dneve tudi posodobiti. Tako da damo na eni strani vključimo otroško, mladinsko in pa dijaško ustvarjalnost, potem na drugi strani vabimo naše bivše dijake, ki so strokovnjaki na različnih področjih, hkrati vabimo tuje strokovnjake in sodelujejo seveda naši dijaki in pa naši profesorji. V petek smo že začeli, takrat so prvi letniki bili v Ljubljani. Strokovno ekskurzijo smo poimenovali Ljubljana v času in naj povem, da smo obiskali, si ogledali, tudi imeli nekako strokovno razlago, Plečnikovo hišo, potem Narodno in univerzitetno knjižnico, Narodno galerijo in pa Moderno galerijo. Potem drugi letniki so bili na Dunaju, kjer imamo tudi zelo zanimiv program Slovenci na Dunaju, med drugim obiščemo tudi grob dr. Franca Miklošiča, univerzo, tam si potem pogledamo tudi naše Slovence, ki so živeli na Dunaju, spomin na njih in tako naprej. Potem včeraj smo imeli projektne dneve, to smo imeli prav tako za prve, druge in pa tretje letnike. Prvi letniki so imeli krovno temo narečja, nas bogatijo, potem drugi letniki so imeli izziv v naravoslovju in tretji letniki migracije, nekoč in danes. No, danes je tudi program zelo zanimiv, mi imamo gostjo, dr. Suzano Košir z Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Potem v Mladinskem centru je okrogla miza Prednosti in priložnosti življenja v Prlekiji in zvečer je v naši gledališki dvorani večer Prleške misli in besede. Potem v sredo imamo strokovno ekskurzijo v Radgonski kot in pa prav tako gledališko igro oziroma performance naših dijakov prvih letnikov. Zdaj v četrtek imamo tudi dva zanimiva gosta, to je knjižničarka, pravljičarka, mladinska ustvarjalka Jasna Branka Staman in pa magister Saša Pergar, tudi raziskovalec mladinske literature in jezika nasploh. Zdaj zaključujemo nekako v petek, prav tako s plenarnim strokovnim delom, kjer imamo dva gosta, to je znani pisatelj, publicist, urednik Dušan Šarotar in pa naša profesorica dr. Marija Meznarič, ki bo predstavila tudi zanimivo temo Naše telo, izziv sodobnega časa. Tako da smo pač vse skupaj hoteli dati v en okvir, da zgodbe živijo in naj živijo naprej. Zelo zanimivo predavanje in pogovor z dijakinjami in dijaki na temo Vloga in položaj žensk skozi sociološko perspektivo je pripravila doktorica Suzana Košir z Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Pravzaprav ne želim govoriti samo o ženskah, govoriti želim o spolni stereotipizaciji. Ker konec koncev smo, če govorimo o enakopravnosti, predvsem bi pa poudarila, da gre za enakost. Torej, bodimo enaki. Zato, čeprav je v naslovu Vloga in položaj žensk, bom rekla, na nek način predstavila na kratko, kje se pravzaprav v zgodovini izgubi ta položaj žensk, to se pravi, ker nismo več enakovredne članice ne v družbi, ne v družini, potem pa recimo kako nazaj pridobivamo svojo vlogo. Bom pa predvsem poudarjala seveda perspektivo tega skozi sociologijo, kako poteka socializacija, torej kako se pravzaprav učimo teh spolnih vlog in pa na koncu bom iz svojih osebnih izkušenj malo več povedala o arabskem svetu, kjer sem živela kar nekaj let in imam neko izkušnjo in bomo naredili neko kulturno primerjavo med arabskim svetom in pa Slovenijo. Kako je v tem primeru s pregovorom
ženska podpira pri hiši 3 vogale in še polovico 4. Ne, jaz bom rekla, da še, ampak bom rekla, da zdaj smo si veliko bolj enakopravni, no, pa enakovredni, tako da jaz mislim, da tudi moški imajo enakovredno vlogo v družini, tudi v družbi se danes vidi, ker se odseva skozi recimo volitve in to, da je pač vključenost žensk večja in mislim, da je prav tako, da smo preprosto ljudje. Jaz mislim, da še vedno obstaja ta stekleni strop, to se pravi, da moški gre čez to, bom rekla, neko mejo in pride do visokih pozicij, ženske pa na nek način seveda zaradi premaloga tega suporta, ki ga ima, to se pravi, potrebuje support družine, support okolja, potrebuje recimo varstvo za svoje otroke, kdo bo skrbel. Skratka, veliko je faktorjev, ki žensko omejuje, da se loti, bom rekla, teh višjih pozicij, zato ker se vemo, takšno pozicijo zavzema človeka skoraj 24/7, ne. To se pravi, je za žensko to malce težje, če to ni uravnovešeno, ne. Ampak jaz mislim, da imamo v Sloveniji toliko dost dobrih teh bom rekla, suportnih sistemov, ki nam na nek način lahko omogočajo, da ženske zavzemamo višje pozicije in jo tudi v gospodarstvu. Zdaj ne smemo to zanemariti, imamo zelo veliko dobrih gospodarstvenic, ki so uspešne in jaz mislim, da je to tudi malo v, bom rekla, osebni odločitvi ženske, ali želi iti po teh višjih pozicijah ali ne, oziroma ali si želi ustvariti kariero ali ne. Mislim pa, da imamo dovolj suportnega sistema, tudi strani moških, tudi strani družin. Tako da, ja, je pa razlika še vedno obstaja, seveda. Jaz bom še vseeno rekla, da to ni zdaj masa, ne. Torej, ne morem jaz zdaj to posploševati, da so to večina ženske, ne. Še vedno se danes ženske odločajo za družine, tudi bom rekla, porast mlajših žensk z otroki se povečuje. Bom pa rekla, da ni to samo vzrok tega, da je samo izobraževanje in tako naprej, ampak tu so socialna omrežja, na katere ne smemo pozabiti, ki imajo močen vpliv na te razne odločitve, pa ne vem, za kariere, pa za pozno odločanje za družino in tako naprej, ne. Jaz ne bi rekla, da moramo samo iz enega zornega kota, ne, da ženska za svojo kariero potrebuje recimo dlje časa študija ali karkoli, ne. Ampak ja, treba je iz večjih socioloških zornih kotov pogledati, da lahko vidimo pravzaprav, da ni to edini faktor, ki vpliva. Je pa res, da je v povečanju to, da se pa ženske kasneje odločajo za družino, pa ne bom rekla, da si želijo biti same, ne, saj vedno rabimo ljudi, ker smo socialna bitja. Ženska v urbanem in ruralnem okolju. To je popolnoma slika, ki se odvija že iz preteklosti. Namreč ženska bom rekla, v ruralnem okolju je dosti bolj povezana s skupnostjo, je bolj pod vplivom tudi religije kot take. Skratka, vse pokaže ta razlika, ki temelji predvsem na tej skupnosti, nadaljevanje v skupnosti, ne. In v ruralnem okolju so si ljudje dosti bolj blizu, kot pa recimo v samem urbanem. V urbanem vsak živi kot en individuum, ne poznamo se med sabo in tako naprej. Skratka, to so vsi ti elementi, ki se ja, obstajajo razlike, ne. In zdaj, koliko močna je skupnost v ruralnem okolju, toliko močna je potem zavzetost ženske, da ostane v tem okolju, da si ustvari družino in da ni, bom rekla, toliko zavzeta za neko kariero, ne.